Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne bistriške televizije v začetku meseca aprila ali malega travna, za katerega je že pregovorno značilno muhasto vreme. Letos pa začetek meseca obeležujejo tudi velikonočna praznovanja. Njihov vrhunec je gotovo v velikonočni nedelji, blagoslovu jedi, barvanju pirhov in drobnih darovih. Je pa velika noč tudi čas odpuščanj, začetek novega načina življenja in dobrih del. Sicer pa je začetek pomladi, v katerega so umeščeni prazniki, že sam po sebi čas brstenja, novih idej in dobrih načrtov. In katere novice prinaša ta teden informativna oddaja iz studia Bistrica? Gledališke dneve popestrile tudi otroške in odrasle lutkovne skupine. Kljub kislemu vremenu sejem na Cvetni petek poln prodajalcev, kupcev in obiskovalcev nasploh. Občinski odbor Nove Slovenije predstavil novo vodstvo ter načrte za prihodnje obdobje. Pri oškodovancu prespal, nato pa ga okradel. Slovenjebistriški žogobrcarji se niso odrezali najbolje. V rubriki Lokalne novice ta teden o opisani paleti dogodkov, ki smo jih zabeležili v Slovenski Bistrici. V četrtek 26. marca so se na odru Doma Svobode v Slovenski Bistrici na območnem srečanju predstavile otroške in odrasle lutkovne skupine. Njihove nastope je povezovala Jožica Ripnik, strokovno ceno pa je zapisala Katarina Klančnik-Kocutar. Finančno so prireditev podprle Makoljska, Poljčanska in Slovenjebistriška občina, organizacija pa je bila v rokah Javnega zavoda za kulturne dejavnosti in DPD Svoboda Slovenska Bistrica. V petek 27. marca je bilo, kot vsako leto na Cvetni petek, v mestu živahno. Kako tudi ne, ko pa že tradicionalno na ta dan obiščemo prodajalce, ki od blizu in daleč pripeljajo vse, kar sodi na tak sejem. Kljub kislemu vremenu se je obiskovalcev kar trlo. Sejemski prostor pa je letos obsegal kar 3 lokacije. Mestne ulice, prostor na nekdanjem dvorišču podjetja Kroze in grajsko dvorišče, godbena pihala pa je še popestrila sejemsko vzdušje. Kakor daleč ti je seglo oko, suha roba, metle, košare, pripomočki za vrtičkarje, kmetovalce, gospodinjski predmeti, oblačila, suho sadje in pa seveda oljčne vejice, kot nepogrešljiv del Cvetnega petka. Dišalo je po pečenki, klobasah in drugih mesnih dobrotah. Na grajskem dvorišču so lokalni prodajalci ponujali domače dobrote in pridelke. Zvezda sejma pa je bil gotovo lajnar. Njegov inštrument je bil namreč že nekoč sestavni del sejemskega vzdušja. Mestna tržnica, ki je dobila svoj prostor na grajskem dvorišču, pa je tudi tokrat opravila zrelostni izpit. Obiskovalci so si lahko na Cvetni petek brez vstopnin ogledali tudi grajske zbirke, tako da je treba pohvaliti organizatorje sejma, Medobčinsko turistično zvezo, Zavod za kulturo in Krajevno skupnost Pohorskega odreda. V torek 31. marca je občinski odbor stranke Nova Slovenija Krščanski demokrati v prostorih stranke na trgu Alfonza Šarha 1 sklical tiskovno konferenco, na kateri se je predstavilo novo vodstvo občinskega odbora z novo izvoljenim predsednikom Borutom Košičem. Borut Košič, prihajam iz Leskovca. V Novi Sloveniji oziroma v stranki sem od leta 2002, drugače pa zaposlen na občini v Slovenski Bistrici. Program, ki je bil pred letom dni ali pa pred volitvami predstavljen, gre naprej, ga bomo poskušali izvrševati čim bolj in pa seveda v čim večji meri. Na tem
Danes na tem predstavitvi bi rad povedal, da se stranka pripravlja na ustanovitev našega pomladka, to je Mlade Nove Slovenije, kjer bo ta zadevo zaenkrat vodila Samo Pučnik in pa naša tajnica Urška. Seveda še drugi mladi, ki so tudi v zadnjem času pristopili k naši stranki in upamo, da bomo znali izkoristiti njihov elan, delo in pa vse tisto, kar nam bo nekje nas predstavljalo pred vsemi temi ljudmi. Prisotna sta bila tudi oba občinska svetnika iz te stranke, Patricija Breznikar in Darko Sagadin, ter dosedanja predsednica Anica Korošec. 16. smo imeli zbor članstva in torej razrešen je bil stari, imenovan novi, tako kot je sedanji predsednik že povedal. Mi smo na naslednji seji, ko smo imeli izvršilni odbor, potrdili novega predsednika. Jaz sem bila predsednica že od leta 2006, je tudi že kar dolga doba, mislim, da je kar čas, da damo sveže ideje, nove moči. Skratka, delo našega občinskega odbora pride najbolj do izraza takrat, kadar so volitve, bodisi državnozborske, evropske, predvsem pa tudi na lokalnem nivoju. In vemo, da je lani bilo leto zelo pestro, tako da je bilo tudi dela zelo veliko. Predvsem menim, da je prav, da se v našo stranko včlanjujejo novi člani, predvsem mlajših imamo že kar lepo število, tudi na državnem nivoju je pač stranka v porastu. Jaz ne bi kaj druga povedala, pač to, da mislim, da sem dolgo bila kot predsednica prisotna in nisem več želela ostati kot predsednica, pa tudi sem samo članica izvršilnega odbora, tako da sem pa pripravljena delati in pomagati naprej. Na tiskovni konferenci je sodelovalo tudi nekaj članov izvršilnega odbora, ki so se osebno predstavili. V nadaljevanju so spregovorili o dosedanjem delu, ocenili minuli obisk predsednice stranke Ljudmile Novak v Slovenski Bistrici ter predstavili okvirni program dela in aktivnosti v prihodnje. Policisti in kriminalisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 18 kaznivih dejanj, od tega 10 tatvin, 4 poškodovanja tuje stvari, 1 izsiljevanje, 1 goljufija in 1 lahka telesna poškodba. Zgornja Polskava. Neznani storilec je s traktorja snel vitobransko steklo in 2 amortizerja. Škode je za 150 evrov. Hošnica. Znanec je prespal pri oškodovancu in mu okradel zlati nakit, škoda je za 500 evrov. Lušečka vas. Neznani tatič je iz minibagerja, ki je stal ob železniški progi, ukradel akumulator in iztočil 40 litrov goriva, podjetje pa oškodoval za 150 evrov. Mala Horna. Neznani storilci so se na prizorišče kaznivega dejanja pripeljali z avtomobilom ter na vratih garaže, v kateri so bili traktor in kmetijski priključki, poškodovali ključavnico. Bližnji sosedje so jih opazili, jim s cestno oviro hoteli preprečiti pobeg, vendar so neznanci kljub vsemu zbežali. Poljčane. Neznani storilec je vlomil v eno od trgovin in ukradel akumulatorsko orodje ter menjalni denar. Škode je za 1350 evrov. Slovenska Bistrica. V času odsotnosti blagajničarke je neznani tatič iz blagajne izmaknil 1388 evrov gotovine. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 18 prometnih nesreč, žal pa sta v eni ugasnili 2 mladi življenji.
Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti izdali 36 plačilnih nalogov, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 36 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 3-krat. Naša kamera pa je 28. marca zabeležila posledice prometne nesreče v naselju Spodnja Lužnica, kjer sta na ravni cesti trčili 2 osebni vozili. Voznika sta se v trčenju poškodovala in so ju odpeljali v bolnišnico. Na kraj nesreče so prispeli reševalci, gasilci in policisti. Nogometaši v 3. državni ligi Sever so odigrali 15. krog. V tem krogu so v bistriškem športnem parku nogometaši Ahajmi Bistrice gostili 11-terico Dravograda. Po 90 minutah igre je bil rezultat na semaforju Bistrica 0, Dravograd 3, torej zmaga gostov s 3-0. Penal je golman branil, in to je nekako po nogometno čist, da nasprotnik zadane, mi pa žal nismo in se je obrnalo na drugo stran. In so dali tisti gol in tisti gol je, mislim, zdaj pač vplival na to, da je padla je koncentracija, padlo je to vse tisto, kar smo imeli, da držimo dober rezultat. To se je s tem prekinalo in zato tudi potem drugi gol in še tretji napaka in to. Žal je to, mogli bomo zdaj nekako prebroditi še 2-3 tekme, da pridemo v neki ritem, da bomo lahko potem normalno igrali. Varovanci trenerja Draga Kostanjška so odigrali odlični prvi polčas, vendar niso uspeli izničiti tistega začetnega rezultata 0-0. Priložnosti so bile na obeh straneh. V lepi akciji so bili domačini v 15. minuti. Vendar je piščalka sodnika ostala nema. Zeleni so lepo streljali 5 minut kasneje. V 22. minuti je lepo obranil domači vratar Vrečko. Z lepim strelom je zapretil tudi Nejc Furh. Za pravo mojstrovino je v 38. minuti poskrbel Primož Janžič, vendar je žoga zadela samo prečko. Gostje bi lahko povedli 5 minut pred koncem prvega polčasa. Zadnji priložnosti za spremembo izida v prvem delu sta zamudila Furh in nato še Topič, tako da je bilo po prvih 45 minutah 0-0. Prvi počas je bil dost dober, čeprav jaz sem pričakoval, da bomo mi v tem polčasu tudi zadeli, da pač te moči smo nekako porazporedili za celo tekmo, nismo najbolj pripravljeni, ampak vseeno pa kaže, da bomo lahko konkurirali, ker vedete treba, da je bil Dravograd med boljšimi ekipami. Drugi polčas so bolj poletno in domiselno začeli gostje, ki so vse niti igre prevzeli v svoje noge. Sled dobre igre je bila dosojena tudi najstrožja kazen, katere Fasfalt ni izkoristil, Vrečko je dobil ta dvoboj. Domačini bi lahko kaznovali goste že v naslednjem protinapadu, vendar je bil Trajkovski dobro postavljen. Dravograd se je vodstva veselil v 53. minuti, ko je v polno zadev Davor Rogina. 10 minut kasneje bi lahko Janžič izenačil. Od 75. minute naprej so Bistričani igrali z igralcem manj, saj je zaradi drugega rumenega kartona Topič moral predčasno z igrišča. Zadnjo priložnost za bistriški gol je bila v 80. minuti, ko je Andraž Korošec streljal mimo gola. V zadnjih 5 minutah tekme pa še 2 zadetka za potrditev zmage Dravograda. Na 2-0 je povišal strelec prvega gola Rogina. Tretji gol pa je bilo delo Tilena Stefanoviča. Visoka zmaga gostov, vendar pa ne smemo pozabiti odličnih prvih 45 minut domačih nogometašev. Žal mi je samo, da pri 1:0 nismo izkoristili neke priložnosti ali pa vsaj neke iniciative, ki smo jo imeli, da bi izenačili, ker mislim, da bi vseeno si danes zaslužili rezultat 1:1, prej kot pa 3:0, ker igralci so zelo dobri, samo premalo trenirajo, premalo treningov
In brez teka danes, brez tega, da si v pogonu skoraj vsak dan ne gre. To se vidi, tudi v tretji ligi se ne da igrati brez treningov, drugače pa kvaliteta je sigurno na strani Bistrice. Spoštovani, informativni oddel oddaje se je iztekel, v nadaljevanju pa se lahko gledate še arhivski posnetek ene od oddaj Veznega člena, v kateri je Peter Kosi, nekdanji direktor bistriškega Granita Slovenska Bistrica, v goste povabil prav tako nekdanjega direktorja poslovne enote NKB Slovenska Bistrica Simona Hvalca. Običajno ob velikonočnih praznikih voščimo veselo pisanko. Naj pa bo to hkrati želja za novo in boljše življenje, za prijazno besedo in pomoč ljudem. Pozabimo na sovraštvo, saj bo svet tako veliko boljši. Pa srečno!